Dragi moji, dober večer, dobrodošli v Solar Room Show. Pa je spet četrtek in smo spet skupaj. Kako vam je kaj minil dan? Se kdaj kaj spomnite tega, o čemer se pogovarjamo na naših oddajah? Kar precej vprašanj, mnenj dobivam in sem vesela, da se vas dotikajo stvari, da kakšne teme, ki jih odpiramo, vam pridajo nekako noter in da živijo z vami, vsaj potem, ko dobivam določena mnenja, komentarje. To me veseli. Danes sem razmišljala, da bi rada z vami podelila, kako gledate na življenje. A verjamete v ljubezen v tem pomenu, da vsi to želijo, ali je to stvar, ki zanima samo določene? A imamo res vsi željo, da bi imeli ljubezen, pa ne to zemeljsko? A je v vseh naših srcih, zanima me to, kako razmišljate vi, želja, da bi ljubili in da bi bili ljubljeni? Ali obstaja samo to, da bi bili ljubljeni? Ali obstaja to, da bi nekaj imeli, to se pravi ljubezen zunanjo, ponavadi razmišljamo, ki je v skladu z neko našo predstavo. To me zanima zaradi tega, ker jaz sem že kot otrok skozi govorila, dajmo se imeti radi. Dajmo se povezati. Sploh nisem vedela, kaj to pomeni, ampak spomnim se, da so me prav čuden gledali v osnovni šoli, ker sem rekla, dajmo se imeti preprosto radi. Jaz sem to imela tako globoko v sebi, da kamorkoli sem prišla, sem to govorila. Dajmo se imeti radi, dajmo se povezati. To sta bile dve besede, ki se jih spomnim zelo daleč nazaj, ampak noben me ni razumel. In spraševala sem se, zakaj so se ljudje na te moje besede zmer odzivali tako, začudeno, kaj ti govoriš, kaj ti je, v tem pomenu, a si ti zdrava. In res sem v enem obdobju začela tako se spraševati, že zgodaj, tako v eni srednji šoli, kaj je narobe z mano? Zakaj jaz to tako globoko v sebi čutim, da bi je toliko do tega, da bi se imeli radi? Zakaj mi je toliko do tega, da bi nekako med ljudmi bila ena taka harmonija in zakaj tega ni? To vprašanje me je skozi spremljalo in nisem si znala odgovoriti, zakaj so ljudje skregani, zakaj se ne marajo, zakaj se sovražijo celo. Kaj se v takih ljudeh dogaja, da je tako? Ker jaz nisem nikoli poznala neke zamere, dejansko nisem. Saj to mi je včasih celo narobe mogoče hodil, ker sem preveč zaupala ljudem in sem verjela v njih, v njihovo dobro in tudi, ko so me prizadeli in so mi povzročali kar zahtevne stvari, še vedno sem jaz te ljudi gledala z ljubeznijo. In ko so mi rekli, ko si ti nora, zakaj, le kaj so ti naredili, le kaj so to pa to, jaz tuno, pač ja. In potem sem kasneje šla raziskovati, zakaj je to tako, ampak tazga, če bi temu rekla, nekega racionalnega odgovora v resnici nisem našla, ker dejansko ga ni, ker to je moje srce, ki ga čutim že od malega in poskušam delati spravo med ljudmi in nekako ljudem govoriti stvari o njih, o lepe stvari, ker sem v ljudeh zmeraj našla lepe stvari in sem ponavadi bila tem res sama, ker večina ljudje okrog mene niso tega jezika nekako znali ali pa zmogli ali pa kakorkoli niso govorili. In še zdaj se v življenju srečujem s tem, da več ali manj v tem izražanju te ljubezni, zdaj vem, da jih je malo, kako mogoče malo v tem smislu razmišljajo, ampak da jih je pa ogromen, ki to čutijo. Da bi radi, da bi se imeli radi. Da bi radi, da bi bili v nekem smislu prijatelji, da imajo to v sebi nekako, če temu rečem, tisto idejo, da smo mogoče nekoč, nekdaj, mogoče niti ne na zemlji to živeli. In jaz tako globoko verjamem, da je v globini našega bitja ta želja po ljubezni pri vseh,
mogoče pri določenih malo manj, ampak da vsekakor hrepenimo po tej ljubezni. In zato je tako tudi ta iluzija, da če bi imeli ali pa če imamo neko sorodno dušo, da potem je to. Ampak ni samo ta ljubezen, ampak je ljubezen dosti več. In kaj smo zato pripravljeni narediti, da bi bila ljubezen, da bi jo ljudje čutili? Kje smo mi tisti? To je tisto vprašanje, kaj lahko naredimo več, da bomo mogoče ta vzor ljubezni. Da bodo ljudje ob nas začeli čutiti nekaj, zaradi česar se bodo začeli mogoče ozirati in se spraševati, kaj je to? Zakaj si ti tako drugačen? Kaj je s tabo, da žariš? Kaj je s tabo? Kaj delaš ti drugače kot jaz, ker od tega ne čutim ne radosti, ne ničesar. In če se tukaj, oziroma tam pa tam, prižgejo te lučke, ki zažarijo v tej ljubezni, bo več vzorov, po katerih bojo tudi ostali, ki so mogoče v kakršnih koli tudi svojih lastnih preizkušnjah, stiskah, se začeli ozirati. In kako priti v bistvu do tega, da bomo živeli to ljubezen, da to ne bo samo ideja, da ne bo to samo nekaj, kar je tukaj not v nas, ampak da to pride v življenje. Kje so tisti koraki? Kaj lahko vsak od nas naredi? Čist vsak. Brez da zaradi tega prebere 100.000 knjig na temo duhovnosti. Ali pa psihologije. Naredimo lahko v bistvu zelo preproste stvari. Zmanjšamo svoje kriterije. Zmanjšamo zahteve, ki jih imamo do sebe, do okolice. Nehamo v bistvu ustvarjati pritisk. Ker če vas verjetno tudi ta pritisk moti, in če ta pritisk moti, nas moti tudi druge, in ker smo v takem času, v takem obdobju, ko je skozi ta napetost, in če smo mi tisti, ki bomo zmanjšali ta naboj, se bo začela energija okrog nas spreminjati. In če bomo mi začeli zmanjševati pritisk na nekoga, ki je to lahko naš bližnji, ali je to naš otrok, ali je to naš partner, ki ne ustreza našim kriterijem, kakšen bi mogel biti, kako bi se mogel obnašati, kaj bi mogel narediti za to, da bi se počutili mi ljubljene, bomo naredili tiste prve korake, ko bomo postali manj zahtevni. Ker veliko ljudi trpi, zato ker so prezahtevni, tudi do sebe. Preveliki perfekcionisti. Želijo si neko popolno idejo ali pa sliko ustvarjati, ki se jo pa nikoli ne da. In zato je ta vstop v srce dosti preprost. Sam iz tega zunanjega sveta, kjer smo si narisali mogoče neko ali pa ustvarjali iluzijo, kaj bi v sebi mogli imeti, kako bi mogli živeti, kako bi mogli izgledati in podobno, se to preprosto začne tako kot zradirko radirati in spuščamo te slike. In jih ne dajemo več tukaj gor v naš spomin, v našo idejo, v naš kakorkoli, ampak rečemo, se to v življenju ni pomemben, ker res ni. Kako izgledamo, imam 5 kil več ali manj, je to pomemben. Je v tem pomenu, če ob tem nekako neham skrbeti za svoje telo, nimam neke zdrave hrane in v tem pomenu postane to pomembno. Ampak načeloma, kako mi izgledamo fizično? To je pomembno v tem pomenu, da se jaz dobro počutim. Če pa to ni v redu, v smislu, da se ukvarjamo z tem, kako izgledamo, zaradi tega, ker si želimo ugajati ali pa želimo, da nam drugi, da se nas opazijo, pa to postane breme. In je fajn to spustiti. In koliko je svobode lahko ravno v tem, da to spustimo. Da nehamo z temi zahtevami, moram shujšati, moram biti to pa to, moram to. Skratka, stalno si dajemo mi pritisk in že ta naš lasten pritisk, kakšni bi morali biti, kako bi mogli izgledati, nam jemlje moč. In postane kot ene vrste zajedalc znotraj nas. Po drugi strani smo pa lahko preveč razpuščeni in apatični, ker nam je že zmanjkalo energije, da bi si nekako ustvarjali te svoje navidezne ideale.
In če pridemo v tisto fazo, ko smo pa že apatični in ko nam že čisto vseeno, kaj se dogaja, ko nam dol visi po domače, takrat je pa seveda že kar alarm. Ker tistem, ko pridemo do te faze, se pa težko zmotivirati, da najdeš sploh kaj, kar te potegne, da bi se sploh zaradi, ne vem, nečesa boril ali pa da bi zaradi nečesa se potrudil. In fajn je, da do te faze ne pridemo. Ampak v zadnjem času srečujem vse več ljudi, ki so v tej fazi, ko enostavno nimajo ne volje, nimajo ne ciljev, nimajo ne smisla, ker tisto, kar so na zemeljskem nivoju želeli imeti, niso dosegali. Ali jim pa ne gre dobro, ali pa nekako se jim je vse podarilo. In kaj zdaj sploh še ostane? Kaj ostane, ko ta ideja o tem, kako bi mi mogli izgledati, kako bi mogli živeti in kakšni bi mogli biti, ni bila uresničena, ni udejanjena. In od česa je sploh nastala ta podoba? Kakšna bi, oziroma podoba, bolj ideja, kakšni bi morali biti? A vi veste, dragi moji, da imamo mi tako mnenje, kakršno mnenje je imel o nas tisti človek, ki smo ga imeli najbolj radi. In pomislite, naši možgani si vse zapomnijo. In tistemu, ki damo srce, damo tudi mnenje. Verjamemo v tisto, kar nam pove, kar je mislil o nam in kar pravzaprav verjame v nas oziroma ne verjame. In če danes se vprašate, kako samega sebe vidim, a se cenim, a se imam rad, a verjamem vase, in če so odgovori ne verjamem, ne zaupam si in podobno, je dobro, da se vprašamo, odkje smo to pridobili. Kje smo mi bili toliko dovzetni, kje smo bili ta goba, da smo vsrkali neke mogoče te slabe misli o sebi, oziroma bolj so to vzorci. In včasih sploh ni treba, da so bili izrečeni na glas. Lahko smo samo živeli v toksičnem okolju, kjer je bila ta energija v prostoru med ljudmi ali v njih samih že toksična. In če je bila, da ni bilo neke motivacije, smo živeli v okolju, kjer je bilo več ali manj vse stresno, ali pa je bilo napeto in živčno in tako naprej, kako smo si lahko oblikovali dobro mnenje o nas? Zato se dostikrat zgodi, ko ljudje prihajajo na pomoč, na terapije, in seveda od terapeutov pričakujejo, da jih bojo rešili, da jim bojo dali s čudežno palčko samo pomahali in se bo vse zgodilo. In seveda se ne zgodi, ker množica je ljudi, ki pomagajo, takih in drugačnih terapeutov, in noben nima čarobne palčke. In pričakovanja, da bo nekdo nekaj naredil, ko pridemo k njemu, lahko seveda smo zaradi tega, ker niso uresničena, tudi zelo razočarani. In zakaj se ne da narediti s čarobno palčko? Ravno zato, ker če smo mi v enem takem stanju, recimo depresije ali pa tega, da ne zaupamo in ne verjamemo vase in da nimamo te vrednosti, je nemogoče v enem takem hitrem, recimo eni terapiji, kakršnikoli, narediti tako spremembo, da bi se vse to zrihtali. Ker je vzrok, zakaj imamo mi te občutke, zakaj imamo mi ta nekako, tudi čustva, in zakaj mi tako razmišljamo daleč nazaj. Največkrat v tem našem zgodnjem otroštvu, v okolju, v katerem smo živeli, v odnosu, ki je bil med starši oziroma staršev do nas, ogromno stvari na to vpliva. In zaradi tega se iz tega zgodnega obdobja lahko razvijajo tudi določene osebnostne motnje, ki so poznane, kot OKM, MOM in še cel kup jih je, ki pravzaprav se dogajajo v nas in mi ne vemo, da imamo osebnostne motnje. Včasih se to ni toliko veliko govori, zdaj se mogoče malo več, ampak te motnje se začnejo, jih mi živimo in ne vemo, da jih imamo. Samo ne počutimo se pa dobro. In kažejo se na različne načine, se vsaka od teh motenj ima določeno specifičnost, ne? Že recimo narcisoidna motnja ali pa MOM, ki je ena osebnostna motnja, kjer v bistvu, jaz sem se temu malo posvetila, zato ker sem iskala odgovore, zato sem šla v neke vrste študij teh motenj, ker me je zanimalo, kaj se dejansko dogaja, zakaj je to tako, da si v nekem smislu, da odstopaš
Ali da imaš določene stanja, ki niso mogoče, ne bom rekla normalne, ampak ki so predvsem mogoče neobvladljiva ali pa tudi, kako bi temu rekla, nepričakovana so. Ne? Lahko pride do nepričakovanih stanj, ki se dogajajo znotraj našega življenja. Zaradi tega, ker v nas so torej nastavki določenih motenj. In to se lahko kaže, da smo v nekih stvarih pretiravamo. Ali s tem, da nam grejo stvari na živce, ali s tem, da imamo stalno neke občutke tesnobe, da nam skozi nekaj ni všeč, da nam skozi nekaj ne paše, da nas skozi nekaj ne moti, kar so malo bolj značilnosti tega moma, ne? In da v bistvu se morajo ljudje zaradi tega, ker smo skozi nekaj narobe, ne? To je motnja v resnici, se naučijo hoditi po prstih okrog nas, če imamo mi te motnje, oziroma tudi, če jih imajo drugi, velja enako, ne? Se pravi, toliko enih vzrokov je, zakaj se mi v življenju ne počutimo dobro in toliko premalo vemo o tem, kaj je lahko vzrok. In kako se tega lotiti, da bomo tega svobodni, da bomo tega prosti, da bomo radostni, da bomo veseli, da bomo skakali, tako kot smo otroci, po travnikih se veselili. Tega ne delamo, ne? Pol, ko smo odrasli, redko kdo ima to igrivost, da se počuti še vedno tako kot otrok. Je se, ampak so mi to mnogi učitali, v smislu, da sem otroče, ampak jaz imam to v sebi. Meni je to naravno, ker je v bistvu moj duh tak. In to tudi spodbujam ostale, zato tudi ljudje, ki so okrog mene, z mano pojejo, se veselijo, plešemo. Skratka, dajemo si te neke, bom rekla, cukrčke, pa lahko rečem, da oni tudi niso bili, moji prijatelji, tudi niso bili tega navajeni, so se bolj ob meni tega naučili, ali pa so nekako prevzeli od mene in mi je zdaj fajn, ker v bistvu spodbujam ljudi k tej dinamiki, da si upajo biti živi, predvsem to, ker mi smo preveč depresivni, preveč smo zategnjeni z drugo besedo in preveč resno gledamo na življenje. Ne? In tudi ta resnobnost, da smo mi skozi resnobni, da skozi nekaj pričakujemo, da bo slabo, to je ena motnja, dragi moji, to so motnje. Niso tiste hude motnje, ne? So pa toliko lahko neprijetne motnje, da zaradi tega smo preveč recimo natančni, preveč hočemo neke stvari imeti perfekcionistično, ampak vse, kar nas teži, kar nas ovira, kar nas bremeni, to so vse te tovrstne motnje. Ne? Ali pa, če nam hitro, to se pravi, nekaj ne paše, nam nekaj ne gre živce, smo kritični, obsojamo, obtožujemo, skozi iščemo nekaj izven sebe. To je isto motnja. Skratka, vse, kar nas ven iz nas poriva. Ne? In vsak ve, kako je tudi imeti to izkušnjo, če je nekdo skozi v narekovaju nataknen. Če imamo ob sebi človeka, ki je skozi nekem nerazpoloženju in nas skozi kaznuje z neko ignoranco, ali pa z nekim nerazpoloženjem. Ne? Koliko je to zoprn? Koliko je v bistvu neprijeten, ker se potem ukvarjamo, kaj sem naredil narobe, kaj se dogaja, da pač je take volje. Ne? Včasih začnemo, če smo imeli take starše, stalno se ukvarjamo, saj jaz sem se, to povem iz svoje izkušnje, ukvarjali s tem, kaj delam jaz narobe, da se zdaj to dogaja tako in tako, kako da niso dobro, kako da se nimajo radi, ne? A sem jaz to vzrok, da se nimajo radi. Skratka, jaz sem že bila take vrste otrok, da sem vse nase potegnila, v smislu prevzela neko odgovornost, da sem za vse kriva, kar mi še dan danes hodi narobe, iskreno. In s to krivdo lahko imamo pol velike probleme, ker mislimo, da vse, kar se zgodi okrog nas, je pol zaradi nas. Tega se moraš tudi odvajati, ker tudi to je motnja, ne? Spet smo pri teh motnjah. Ne? Motnje so vse, kar nas v resnici odvrača od tega, da smo v miru, da smo v ljubezni, da smo radostni, da smo ustvarjalni, da smo kreativni. Veste, koliko imamo mi enih različnih darov, koliko imamo enih potencialov, ampak koliko malih živimo. In včasih velikrat mi ljudje zastavljajo vprašanje, kaj naj naredim? Kako ne pridem ven iz tega začaranega kroga, v katerem sem? Skozi se ciklam, skozi sem v nekem in istem problemu. Velikrat so to vprašanja, ki mi jih postavljajo ljudje, ki res so že vse živo probali, ki so ne vem kaj naredili, ampak niso pa naredili mogoče te bistvene stvari, kar je pogledati globja. Ne? Se pravi, v te delčke sebe,
kjer smo mi mogoče se dobesedno navzeli neke negative ali pa navzeli mogoče tudi neke prizadetosti, karkoli, torej iz naše preteklosti. Tako da tam je treba iti. Fajn je pa, da veste sploh, kje so tisti delčki, ki so v tem pomenu od koder prihajajo ta odstopanja. Zato je ta osebnostna in duhovna rast kar z roko v roki. Ker eno je, mi se lahko spiritualnosti odpiramo, mi lahko rečemo, molimo, meditiramo, ampak če ne gremo v to globino, da se tudi v nekem pomenu spreminjamo, izboljšujemo, tole nič ne pomaga. Ker so ljudje v teh duhovnih vodah, ki samo to delajo, v bistvu v nekem pomenu se ne ukvarjajo z drugim kot meditirajo, hodijo na različne telavnice sem in tja, ampak sprememb ni. Oni so še vedno isti, še vedno imajo iste motnje, še vedno se jim nič ne da, mogoče dosti telenobe, nimajo discipline, nimajo reda. Zato jaz zelo poudarjam, da se začne duhovna rast takrat, ko je ta osebni temelj postavljen. To se pravi, da tukaj začnemo, ne tam, ko bi se mi že radi vsi razsvetlili, ker se niti ne moramo, ker če ni osnove narejene, če smo mi v življenju na slabem temelju, pa se tudi razsvetlili ne bomo. In zato vse prakse duhovne ne bodo čisto nič pomagale, če vsak dan vzamemo v roke metlo pa pometamo, tam, kjer je treba pomesti. In to so tudi te naše šibkosti, ki jih imamo, naše občutljivosti. Jaz stalno govorim, to, da si ti užaljen, to pri meni ne gre skozi. Jaz užaljenih, tečnih, zoprnih obrazov nočem gledati. Nimam tolerance do tega. Ampak jih tudi do sebe nimam, ne samo do drugih. Ker sem tudi sama šla skozi te, če temu rečem, skozi to delo, ki ni bilo enostavno. Da danes preprosto imam tega malo ali pa praktično nič. In zato tudi drugim želim to pokazati, da je to možno, ampak je zato pač treba nekaj vložiti. Možno je, da smo v enem takem stalnem, nekem drugačnem, če temu rečem, stanju, ki ni stanje, ampak je počutje. Bolj bi rekla počutje, ker smo dobri. Ker v bistvu tudi, če neke stvari normalno je, da neke stvari ne grejo v življenju, ampak nimamo do tega nekega slabega odnosa, negativnega. Se pravi, to je stvar tudi treninga. In o tem treningu samega sebe se mogoče malo premalo govori. Ampak vsak dan rabimo se trenirati. Že v takih majhnih stvareh, da se odrekamo kakšnim stvarem, ki so naša odvisnost. Ali pa naša razvada. Ali pa da smo v nekem pomenu, da smo dosti iskreni do sebe, pa da vidimo, kje gremo na stran pot. Ta iskrenost se mi zdi zelo pomembna, da jo imamo do sebe. Tako da, ja, v bistvu sem na začetku rekla, da me zanima, kako vi gledate na to ljubezen. Zdaj sem šla malo okrog, ampak še vedno je bistvo, kar pravzaprav želim povedati, da ljubezen je res najprej potrebna do nas samih. In če jo imamo do sebe, kar pa se zgradi počasi, če jo nismo imeli od samega začetka, oziroma od rojstva, oziroma od otroštva, bolj rečeno, in ko jo imamo, jo šele lahko damo. In dejansko tako je, ker če tukaj noter ni te ljubezni, zelo težko nekomu to ljubezen pokažem. Zato vas spodbujam, da se imate radi. In zato vam jaz tudi povem, da vas imam rada. Čeprav, kakšen si misel, vse me ne poznaš, kot da vas poznam. Jaz si vedno predstavljam, da ste tukaj z mano. Kot da vas poznam. Da smo tako, kot vam tudi rada rečem, bratje in sestre. In tako tudi mislim. Jaz ne govorim samo kar ene besede, jaz to mislim, kar govorim. In tudi danes vas povabim, da se povežemo. In vas tudi povabim, da pridete na branje vaše globine, vaše podzavesti. Da se vam pomaga. Da boste iz tistih lukenj, v katerih se pol dobesedno nasel ta naša negativa, zbazali ven. Da boste prišli ven. Da boste v življenju naredili korake naprej. Ker mogoče pa ste tudi vi v življenju, v situaciji, ko rečete, a sam to je ta life? Kaj pa zdaj?
Mogoče se tudi vi to vprašate, a ni nič drugega ne obstaja, čeprav čutite, da ja, ne? In kako do tega, kar je več od tega, kar mogoče vsakodnevna rutina, kako priti do tega. Ja, k temu vas spodbujam, da greste iz okvirja ven in da verjamete vase in da zdajle v tem trenutku začutite te svoje potenciale. Da začutite, da ste čudoviti, da imate darove in vsakemu je stvarnik te darove dal. In dal vam jih zato, da jih živimo, da z njimi služimo tudi denar. To niso darovi, ki so zato, da jih delimo sami od sebe, ampak dal nam je darove tudi zato, da od tega živimo, s tem ni nič narobe, to vam želim povedati. Ker nekoč nekdaj je bila miselnost, da božanski darovi se pa ne smejo zaračunati. Ampak to je laž. In če imate s tem težave, jih imate tudi mogoče zaradi predstav, ki so v tem. In zato ne imejte slabe vesti. Saj se da v tem marsikaj govoriti. Koliko, kaj in na kakšen način, to je vse res. Samo ni pa res, da so te darovi zastonjski. V smislu, zdaj moram pa vsem pomagati, zdaj moram pa vse reševati, zdaj moram pa vsem dobro delati. To pa ni res. In mogoče tudi vsi, ki smo jim pomagali in ki jim pomagamo, niso do te pomoči upravičeni. Mogoče je treba se bolj poslušati, komu ta pomoč, ki jo mi dajemo, zares bo dala tisto pravo v srce. In mogoče tistim, ki si najbolj želimo pomagati, ki bi jim najrajš ne vem kaj naredili namesto njih, pa ne moramo pomagati. Ali jim pa celo ne smemo, obstaja tudi to možnost. Tako da vas lepo vabim na zbranje teh naših usedlin, branje zapisa, razreševanje teh družinskih vozlov, zdravljenje našega notranjega jaza, odklepanje te naše duhovne esence in seveda še veliko v tej smeri obstaja. Želim vam, da bi tudi ta trenutek, ko se zdaj povezujemo, začutili, da ste unikat, da začutite, da imate moč, tudi če se ne počutite glih najboljš v tem trenutku, ampak da veste, da imate moč, da naredite spremembe, da naredite premike, da izstopite iz teh, če temu rečem, ne samo okvirjev, ampak rutin. In da greste v novo življenje. Če čutite, da morate to narediti, ne vem, da zamenjate službe ali pa karkoli drugega. Dajte to narediti. Sledite svojemu duhu, ker če tega ne delate, stagnirate in se ne počutite dobro. Vi morate narediti v svojem življenju tisto, kar je tukaj noter zapisan. Ker če ne, imate slabo vest do samega sebe. In zato verjemite vase. Zaupajte si. To je tisto, kar vi sebi lahko date. Ker kot rečeno, če smo drugim dali nekako tako, da smo dali tako moč drugim nad sabo, da je njihovo mnenje in njihova ljubezen prevladala v odnosu do nas, to se pravi, smo prevzeli njihovo mnenje, potem to zdaj probajmo čim bolj zresetirati in si ustvariti tisto, kar je res resnično. To je pa preprosto. Samo imejmo se radi in verjemimo vase in zaupajmo vase in zmehčajmo se. Zmehčajmo naše srce. Spustimo vse, kar smo nekoč nekdaj doživeli, spustimo preteklost. Ni jo lahko, se zavedam. Ampak je pa pogoj, da stopimo v novi svet. In zato vam res želim, da iz te preteklosti izstopite, ki je bila zahtevna, naporna, vsekakor, vas razumem. Navezani smo na njo. Vračamo se v mislih na njo, mislimo, zakaj se nam je to in to zgodilo, ampak vse to nam jemlje energijo.
Zato spodbujam vas, da stopite ven iz vaše preteklosti in verjamete, da tukaj obstaja ena sila, ki je močnejša od tega, kar mislimo, da je mogoče, kar mislimo, da se da in kar smo mogoče že na nek način naredili črto čez nekaj oziroma križku, kar se reče. Dajmo v vsa ta področja dati možnost, da pride luč. Da se ta luč spusti od zgoraj, predvsem pa, da se razširi iz našega srca. In naj ta luč presvetli celo naše bitje. Da bo naše bitje žarelo. Da bo naše bitje v celoti prežeto z dobro, pozitivno energijo. In da bomo skozi te notranje občutke že videli ta novi svet. To vam želim. Ker je tukaj, zdaj. Samo vstopati je treba v njega. Je pa seveda potrebno prej nekaj narediti in to je izstopiti iz starega sveta. Vabljeni v ta novi sveti, božanski čas, ki ni tako v našem umu, ga ne moramo razbrati, ga lahko res samo čutimo. Ampak čutimo ga tudi, ne moramo ga čutiti v glavi. Zato samo srce pozna to pot v novi svet. In z glavo ali razumom se tega ne da čutiti. In zato to pot, da odlagamo stvari iz preteklosti, mora prehoditi vsak sam. Tukaj žal nobeden ne more namesto nas tega narediti. Zato vas pa spodbujam, da to zmorete, da verjemite vase. Spodbujam vas, da se imate radi in da tudi drugim okrog vas pokažete, da jih imate radi. In da verjamete, da boste v njih, ko so mogoče tudi oni v nekih svojih stanjih, prebudili nekaj, kar se reče ljubezen. Bodite vztrajni. Tudi jaz sem bila vztrajna in sem še vedno. Ne odneham. Ker verjamem, da bo ljubezen tukaj in zdaj zmagala nad vsem, kar je zlo. In da se je dosti tega že zgodilo. Želim vam lep, miren večer in radost v srcu. Hvala, ker ste. Lahko noč.